Dober dan vsem. Poglejmo zdaj eno obnovo o stožnicah. Stožnice so krožnica, elipsa, hiperbola in parabola. Zakaj jih imenujemo stožnice? Torej, si zamislimo tukaj en dvojni stožec, tako, ki je neskončen na obeh straneh. Če ta stožec presečemo z ravninami, ki imajo različne naklone, te ravnine bodo sekale ta stožec prav v oblikah, ki so prav stožnice. Prav te, s tem, da menimo naklon, dobimo različno stožnico. Torej, začnimo z krožnico, s središčem v izhodišču in ki ima polmer R. Ima zelo enostavno enačbo, x na drugo plus y na drugo enako R na drugo. Na primer, x na drugo plus y na drugo enako 25. V tem primeru ta krožnica ima središče v izhodišču in polmer 5, ker R na drugo je 25. Potem lahko mislimo na krožnico, ki ima središče v eni točki P, ki ima koordinate xp, yp. Torej, enačba bo v oklepaju x minus xp na drugo plus v oklepaju y minus yp na drugo enako R na drugo. Ta enačba se dobi iz prejšnje z eno transformacijo, v bistvu transformacijo, kjer mi menjamo, spremenimo izhodišče koordinatnega sistema. Prej izhodišče smo imeli tukaj, za izhodišče enega novega sistema je v točki P. To sem že pokazal enkrat, enačba se spremeni na ta način. Vsekakor, zdaj, če mi obdelamo ta izraz, potem bomo dobili eno enačbo te oblike x na drugo plus y na drugo plus ax plus by plus c je enako nič. Kot primer, x na drugo plus y na drugo minus 4x plus 6y minus 3 je enako nič. Če mi primerjamo to, da obdeljamo ta izraz s to obliko, če jo primerjamo, bomo dobili to, kar tukaj piše. X od točke P je minus a polovic, y, tukaj moramo pisati P, y od točke P je minus b polovic in polmer krožnice je kvadratni koren od x od P na drugo plus y od P na drugo minus c. Tukaj v tem primeru, tukaj zlahka zračunamo x in y od točke P z a in b je minus a polovic minus b polovic, potem polmer damo kvadratni koren od 2 na drugo, 4, minus 3 na drugo plus 9, potem minus c, c je minus 3, torej minus minus 3. Zračunamo koren od 16 je 4. Potem gremo na elipso, ki je v bistvu neka sploščena krožnica. Torej ima eno veliko polos A in eno malo polos B. C pa je razdalja od središča do enega od gorišč ali fokusov. Vsekakor bomo gledali elipso, ki ima središče v izhodišču in ima gorišči ali fokusa na osi x. Torej, za eno katerokoli točko na elipsi velja, da če mi vzamemo razdaljo od tiste točke do enega gorišča, do drugega gorišča in seštejemo ti dve razdalji, ta vsota bo zmeri konstanta in bo enaka 2. Velja za vse točke na elipsi, torej velja tudi za to točko tukaj. In elipsa je simetrična, torej ta razdalja bo a in ta razdalja bo a, tako da vsota prije 2. In torej vidimo, da tukaj se tvori en pravokotni trikotnik, ki ima hipotenuzo, ki je a. In torej bo veljal Pitagorov izrek s hipotenuzo a na drugo je b na drugo plus c na drugo. Torej, ker ta a hipotenuza mora biti gotovo daljša od b. Torej, tukaj, tako kot smo narisali, a je večji od b. Potem bomo videli, kaj se zgodi, bolj naprej bomo videli, kaj se zgodi, če gorišči sta na osi y. Skakor zdaj, če vzamemo tako, a je gotovo večji od b. In imamo to ekscentričnost, jo definiramo kot c ulamljeno a. Nam pove, koliko je elipsa sploščena. Enačba elipse, s temi značilnostmi, je x na drugo ulamljeno na drugo plus y na drugo ulamljeno b na drugo enako 1. Kot primer, x na drugo ulamljeno 9 plus y na drugo ulamljeno 4 enako 1. In v tem primeru a je enako 3, b enako 2. Potem bomo še nekaj povedali o tem primeru. Zdaj gremo naprej na hiperbolo. Torej, hiperbola je ima dve veji. In imamo dve količini a in b kot prej. To je realna polos, to je imaginarna polos. Ta je realna, ker tukaj pridemo do ene točke hiperbole, ki
obstaja zares, ne, tukaj iz tem b-jem ne pridemo do nobene točke hiperbole, ampak vseeno nam pomaga pri temu, da jo narišemo. Torej, vsekakor kot prej se govori, da imamo središče v izhodišču in gorišča na osi x. Torej, imamo to količino A tukaj to količino B in lahko narišemo en pravokotnik, tako, in potegnemo diagonali pravokotnika. Ti dve diagonali sta asimptoti hiperbole. Kaj je asimptota? Je ena premica, kateri se krivulja približuje v neskončnosti. Torej, mi lahko narišemo asimptoti, hiperbola gre skozi to točko in potem se približuje asimptotama. Ja, ki sta dve, ne, se približuje eni in drugi v neskončnosti. Ja, torej imamo tudi spet ta C, ki je razdalja od središča do enega od gorišč. In tukaj vidimo, da ta C odgovarja tudi tej dolžini. Je tako, odgovarja tudi tej dolžini. In tukaj vidimo en pravokotni trikotnik, kjer C je hipotenuza, torej tukaj velja, da C na drugo je na drugo plus B na drugo. Ekscentričnost je zmeraj C ulomljeno A kot prej in nam pove, koliko je sploščena hiperbola. Primer, in sedaj enačba hiperbole s temi značilnostmi je x na drugo ulomljeno na drugo minus y na drugo ulomljeno B na drugo enako 1. Kot primer, x na drugo 16 minus y na drugo 25 je enako 1 in v tem primeru a je 4, b je 5. Sedaj lahko upoštevamo tudi enakosno hiperbolo. To pomeni hiperbolo, kjer a je enak b. Torej, namesto b tukaj bomo pisali a v enačbi. In torej, tukaj se nam splača pomnožiti enačbo za na drugo, dobimo enačbo x na drugo minus y na drugo enako a na drugo. Na primer, x na drugo minus y na drugo enako 36, v tem primeru a je 6. Zakaj nas zanima ta enakosna hiperbola? Torej, opazimo, da enakosna hiperbola ima kot asimptoti, ena je razpolovnica lihih kvadrantov in ena je razpolovnica sodih kvadrantov. In torej, če mi zavrtimo to hiperbolo za 45 stopinj, asimptoti bosta postali koordinatni osi x in y. Torej, smo zavrteli, asimptoti postanete osi x in y. In hiperbola je tako. Zakaj je to važno? Torej, enačba postane x krat y je konstanta, če se vežemo na konstanto od prej, x krat y je na drugo polovic, ampak tisto, ki je važno, to je graf obratnega sorazmerja. Torej, če se nanašamo na a, ki smo ga vzeli prej, če mi vzamemo to hiperbolo, tukaj, ki je tako, kot sem komaj rekel, ima enačbo x krat y enako 18. Potem vidimo še parabolo, torej parabola ima to obliko, nasplošno seče os x v dveh točkah x1 in x2, in ima enačbo y je ax na drugo plus bx plus c. To nas spominja na enačbe druge stopnje, ki smo jih pisali ax na drugo plus bx plus c enako nič. In pri tistih enačbah smo lahko zračunali ničli, smo lahko zračunali rešitvi x1 in x2, zmeraj po tej znani formuli, ki jo rabimo dosti krat, minus b plus ali minus koren od b na drugo minus 4c ulomljeno 2a. In s to formulo tukaj, v tem primeru, lahko dobimo x1 in x2 tukaj. Izraz pod korenom b na drugo minus 4c se imenuje diskriminanta in se označuje z delta. In tukaj točka je teme in velja, da koordinati temena sta minus b ulomljeno 2a in minus diskriminanta ulomljeno 4a. Potem to formulo sem napisal tudi na ta način. Zakaj? Zdaj vidimo. Torej sem razbil na 2 ulomek. Minus b ulomljeno 2a plus minus koren od diskriminanta ulomljeno 2a. Tako da postane razvidno, da x1 in x2 v smeri, v vodoravni smeri, sta postavljena, x1 in x2 sta postavljena simetrično glede na teme. Ker imamo, ta je prav x temena, minus b ulomljeno 2, plus ali minus neka količina, torej na levi in na desni.
Potem tukaj sem dal tudi kot en primer, tukaj parabole, potem lahko zračunamo x1 in x2 zmeri po isti formuli in tudi lahko zračunamo koordinati temena. Zdaj vidimo še eno stvar, v tistem primeru odprej od elipse. Tukaj lahko množimo enačbo z 36, ki je najmanjši skupni večkratnik od 4 in 9. 9 in 4. Dobimo 4x na drugo plus 9y na drugo je 36. Tukaj lahko vzamemo in izrazimo ven y. Torej, bomo dobili, da y na drugo je enak temu ulomku. Torej, y je plus koren od tistega ali minus koren od tistega. In to, kaj nam pove, da ta elipso lahko mislimo kot dve funkciji, kot dva grafa funkcij. Ta s plusom je ta zgornja polovica in ta z minusom je ta spodnja polovica. Tako, kot je napisana, cel elipsa ne predstavlja graf funkcije. Zakaj? Ker za eno vrednost od x-a bi imeli dve različna f od x. In to pomeni, da ni niti ena funkcija. Torej, ni ena funkcija totalno, globalno gledano, ampak jo lahko mislimo kot dva grafa funkcije. Tako, prosim, všečkajte in vpišite se. Hvala.